Hvala. Predstavil bom vzporedne aktivnosti, ki jih delamo na podjetju Elafe. In sicer je to tudi tema Code for EV projekta, evropskega projekta, ki ga izvajamo tudi z evropskimi partnerji. Ne vem, kako poznate Elafe, to je v bistvu 18 let star startup še vedno. Preko 100 zaposlenih je trenutno in naš primaren produkt so pač motorji znotraj koles. In zelo všeč mi je bila prej primerjava z A-Form-X Saša, ki je primerjal, se pravi, kolesa, kako zdaj kolesa predelujemo v električna kolesa. Pač dodamo gor motor, ampak vse ostalo ostane enako. Na avtomobilih, ne vem, če ste opazili, ampak je zelo podobna varianta, ne. Odstranili so bencinski motor, dali električni motor noter, potem so počasi odstranili menjalnik in prihajamo k temu, da nekoč bo pač vse nepotrebni kosi bojo odstranjeni in pač bojo motorji v kolesih. To je vsaj naša vizija in proti temu pač gremo. Zdaj v podjetju smo se v bistvu zadnjih 18 let večinoma ukvarjali, kako narediti motor, da bo pač zadovoljil vse, kar stranke hočejo, ampak bolj, ko razumemo, težava ni razviti dober motor, pa ga validirati, ampak v bistvu prepričati avtomobilsko industrijo, da je to prava pot. Tako da, se pravi, kar imamo v firmi je razvoj motorjev pa validacija. Naši motorji so zdaj že preko 100 vozilih, v bistvu smo nehali šteti že počasi, ampak validirani so, no. Lahko vidite na slikah, preizkušeni so tako v puščavah kot na off-roadih, pa vozimo jih skoraj vsako zimo po zamrznjenih jezerih, pa po race trackih, tako da imamo kar dosti referenc, da so pač stvari preizkušena in pripravljena za uporabo in nima kakšnih večjih težav zaradi same strukture. Imamo tudi manjšo proizvodnjo, nekje do 2000 motorjev letno lahko sami proizvedemo, imamo pa seveda tudi partnerstva, kjer lahko pač tu še masovno proizvodnjo hitro skaliramo. In nenazadnje razvijamo tudi svojo kontrolo. Dosti hitro smo v podjetju ugotovili, da sam proizvest motor ni dovolj. So detajli, v katere ne bi šel, ker ni stvar teh predstavitev, ampak recimo motorji na in-wheeli v kolesih so pritrjeni direktno na šasijo. Zato morajo biti precej bolj tišji kot motorji električnih vozil, ker se vse čuti, ti na šasiji čutiš vsako vibracijo, zato imamo pač svoje algoritme, ker te vibracije zmanjšajo. Pol so pa še ostale probleme, kako štiri motorje krmiti, kaj lahko izkoristiš. In pač na koncu nas to vse napelje k viziji, da bo treba pač celo platformo, celo vozilo postaviti, ne samo motor. Zdaj, mi vedno govorimo, kolesni motorji omogočajo drugo arhitekturo vozila, pa se mi zdi, da dosti ljudi ne razume, da to ni samo to, da odstraniš motor iz avta in ga daš v kolesa in dobiš tisti plac tam, ampak je mnogo več. Tako da imam tule en video, ki mogoče kaže to. Ta avto nima nobenega aktivnega suspensiona ali karkoli. To je običajen avto, kjer ima gor montirane kolesne motorje in se da z navori in obstoječim suspensionom premikati avto vse osi, kar pomeni, da lahko nadomesti aktivno vzmetenje. Zdaj, čisto mogoče tako, verjetno je že kdo zategnil zavoro, ko se je vozil, pa verjetno poznate, da se avto malo usede zadaj dol, ne. To je isti efekt, ki ga mi uporabljamo, s tem, da mi ne ustvarjamo samo zavorne sile, ampak lahko tudi pogonsko silo, hkrati pa s prednjimi kolesmi lahko reguliraš, da vozilo ne pospeši ali pa ne zavira, ko premikaš avta. Ampak s tem ni treba samo, temu se reče pač piča avta premikati, ampak pač lahko tudi roll, ne. To, da na dveh straneh, to je spet običajen avto, s tem, da ima pač roll control, temu kličemo roll control, se pravi kontrola v roll smeri in v bistvu lahko avto naredimo, da se čuti, da se manj ziba v ovinkih. Spet nadomestek active suspensiona, kar pomeni precej nižja cena avta na koncu. Pa tule je še en primer. desni voznik v bistvu z joystickom premika volan,
spet tle nimamo nobenega dodatnega aktuatorja, ki bi steering wheel obračal, ampak dejansko z navori na prednjih kolesih obračamo kolesa. To lahko nadomesti, se pravi power steering, kako je servo volan, ali pa celo uporabno za avtonomna vozila, brez dodatnega sistema za zavijanje. Pa enostavno prenosljivo tudi na zadnja kolesa, če pač dovoliš premikanje zadnjih koles tudi. Tako da upam, da, so še drugi primeri, ampak upam, da ste dobili malo občutek, kaj pomeni nova arhitektura. To ni samo predstavljanje motorja pa sproščanje prostora, ampak generalno drugi način razmišljanja. Kaj je sploh ta Code for EV? V bistvu je še korak naprej temu, kar sem zdaj razlagal. Ideja je avtomatizacija celega sistema, kako se bo razvoj v našem podjetju izvajal. Hkrati hočemo pač kot prvi cilj, ki je cilj tega projekta, je povečanje učinkovitosti in zanesljivosti naših pogonov, ampak boste videli pol, ideja je tu razširiti v bistvu še mnogo pač širše. Mogoče kaj bi bil recimo cilj, to je verjetno tudi pri drugih produktih zelo podobno, pač hočemo optimizirati različne parametre, kjer je mogoče tle celo zaradi te ogromnega področja, na katerem delamo, je mogoče še malo bolj kompleksno. Recimo cenovna optimizacija tu ni ena številka. Treba je vedeti, kakšno vozilo je, koliko primerkov bo, kakšne orodja rabiš, kakšne so cene materialov, zelo nek širok spekter, ker vse vpliva na dosti stvari. Pa imamo zmogljivost, tle spet niso samo koliko konj ima avto. Tle ste videli pač te navori, treba je poračunati, kakšna je prava struktura motorja in kakšen performance potrebujemo, da pač bo vozilo na koncu z neko želeno karakteristiko se vozilo. Pol seveda izkoristek, pač to je še zmeraj baterijsko vozilo, izkoristek je zelo pomembna stvar in izkoristek vpliva ne samo, kakšne izgube imaš, pač naši motorji nimajo nobenega prenosa, se pravi gearboxa ali pa kakšnega šafta, kjer bi izgubljali energijo, ampak še zmeraj imamo pa ostale izgube, ki jih ne samo na motorju rešujemo, ampak tudi na invertorju, se pravi driverju, ki krmili motor. Seveda so prostorske omejitve, v kolesu ni samo motor, da mora biti tudi druge stvari, kot zavora recimo, vsaj zaenkrat je še zavora potrebna, mogoče v prihodnosti ne bo, ker pač motor lahko tako proizvede zavorno silo, kot jo bremza. Trenutna recimo težava, zakaj se bremze ne manjšajo toliko na vozilu, je zato, ker ko imaš polno baterijo, jo ne moreš polniti, kar pomeni, da jo ne moreš zavirati z motorji. Podobno je, ko je baterija hladna po zimi, kar je še zmeraj fajn, da imaš tudi takrat zavore, tako da to je trenutne težave, ki jih tudi rešujemo na malce drugačne načine. Pol pa zadnjo, pa ne najmanj pomembno, je pa pač kontrola motorja, ki je tudi zelo povezana s strukturo motorja. Mogoče tle ni čisto jasno videti, ampak dejansko se da s softverjem zelo izboljšati, recimo, ne morem reči napake na motorju, ki jih nalašč naredimo, da v bistvu znižamo ceno, pa znižamo v bistvu celo proizvodnjo motorja, pa vse skupaj, pa težo motorja tudi. In v bistvu lahko, če skupaj optimiziramo motor in kontrolo, lahko na koncu dobimo boljši sistem, ki je cenejši. Se pravi, ja, imamo neko večkriterijsko optimizacijo, in ki ima pač dosti velike izzive tudi. En izmed izzivov, ki ga pač probamo rešiti, je to, da pač v podjetju imamo že precej znanja, ki ga pač nočemo zavržiti, pa pač reči, gremo zdaj čisto drugo pot, pa bo nek machine learning uporabili, pa bomo pač nekaj novega naredili. Hkrati pa hočemo tudi imeti nek način razvoja, ki upošteva seveda regulative. Ne moramo se mi nekaj izmisliti, kar pač na cesto ne more iti, pa ni varno. Da pridemo do tega, seveda moramo uporabiti realne podatke in seveda tudi simulacije. Simulacija je dosti močno orodje, kot
verjetno vsi veste tukaj, da pač zmanjšamo število testov, ki jih je potrebno v realnosti realizirati, kar je pač tudi zelo pomemben kriterij. Pa doskrat, ne vem kako je pri vas, ampak sistem je toliko velik, da se zelo splača manjše unit teste, se pravi, delati tudi hardwareske, ne. In zato se pač prova čim manjše teste izvajati, da pokrijemo čim večje področje, pa pridobimo čim več podatkov. Seveda, če testiraš ti samo en zelo omejen kos, ga je zelo težko ustaviti v cel model motorja, ker pač druge komponente tudi vplivajo. In to je tudi neka taka stvar, ki jo bi zelo radi avtomatizirali in imeli na voljo. Na koncu je pa optimizacija, se pravi, ko naredimo mi neke sample, slišali smo prejšnjega govornika, ki ima zelo podobno težavo, hočeš pač minimizirati sample, ampak še zmeraj z tega, kar si samplal, hočeš nekako ugotoviti, v katero smer iti, pa kaj se ti najbolj splača na koncu uporabiti. Tako da, to je zelo podobna težava. Se pravi, kar smo želeli narediti, je v bistvu razviti platformo, ki nam to rešuje. Zdaj bom na kratko opisal, kako smo si to zamislili. Imamo že določen prototip tega, ampak cilj projekta je, da se pač to razširi in avtomatizira. Se pravi, srce celega tega procesa je v bistvu spraviti vso to znanje, ki ga imamo v podjetju, v grafe. In zelo pomemben korak je v bistvu user interface med uporabnikom in grafom. Pač zelo enostavno je v bistvu narediti graf, ampak narediti graf, ki ga znajo pa vsi eksperti v podjetju uporabljati in ga razumeti, to je malo težji problem. Ampak ne da sem razumljiv ta graf ljudem, zelo pomembno je tudi, da ga razumejo računalniki. Tle je ta moč grafov in lahko na njem pač uporabljamo operacije na grafih za iskanje pač dobrih rešitev oziroma odvisno, kaj je težava, ki jo rešujemo. In zelo pomemben korak je tudi na koncu rezultat, ki ga dobimo, da je razumljiv. Se pravi, iz grafa je mogoče razložiti, kako smo prišli do tega in zakaj je to dober korak. Okay, naslednji korak, ko imamo to v grafu, je v bistvu iz grafa dobiti nekaj uporabnega ven. Dve stvari sta pri nas zanimiva, se pravi izbrati, kaj simulirati, se pravi, kakšen test izvesti in vse parametre avtomatsko generirati, se pravi, simulacije se avtomatsko generirajo iz grafa in ko je potrebna validacija, se izvede tudi test v realnem okolju. Tako kot sem prej rekel, lahko je omejen test, lahko je pa pač tudi test na celotnem sistemu. In ko imamo to narejeno, lahko zapremo ta loop in v bistvu imamo algoritem, ki iz pridobljenih delnih ali pa celotnih rezultatov zna ekstraktati, se pravi pridobiti ven znanje in ga primerjati z znanjem, ki ga imamo že v grafu. To je spet zelo pomemben korak, ker z tega to nam omogoča, da novo znanje dodamo lahko v graf. Zdaj, mogoče se je kdo do zdaj vprašal, kje so tle računalniki vmes, ne. V bistvu vse to je plan avtomatizirati, vse, kar ste tle videli, je avtomatsko. Edina dva koraka, kjer sta še trenutno ročna, je sicer testiran v realnem okolju, kar bo delno lahko bilo tudi avtomatizirano, pa se pravi dodajanje novega znanja in obstoječe znanje v grafu, še zmeraj temu vmes je ekspert, ki preveri predlagano znanje, se pravi, ga razume in se pač on še zmeraj odloči, a gre to v graf ali pač znanje, ki ni relevantno in ga je treba mogoče kako drugače ponoviti. Okay, kaj je pač rezultat pol tega projekta? Je pač avtomatiziran proces, ki zna avtomatsko razširjati znanje v podjetju. To si tudi lahko predstavljate kot nek procesni vodnik, kar nam usmerja, v katero smer iti, pa kje je treba fokus usmeriti pri razvoju. Na koncu,
ker bo to v grafu, bo to validirana in preizkušena baza znanja, v kateri pač jo lahko zaupaš in jo lahko uporabljaš naprej za druge težave, ki jih imaš in ki jih rešuješ. In seveda na koncu plan je, da skrajšamo razvojni čas za nov produkt oziroma nov sistem. In kot sem rekel, ideja je prenesti tudi na ostala področja, ne samo, se pravi, razvoj motorja je samo prvi korak. Kot sem rekel, razvoj motorja je zelo povezan z razvojem elektronike, ki krmili motor. To je programska oprema, ki teče na tem krmilniku za motor. Potem je razvoj cele arhitekture vozila, kako so stvari povezane, kaj je na vozilu, kaj je potrebno in potem še od tle naprej. Pač stvar ni omejena na naš problem, ampak je dejansko rešljiva na katerikoli problem. Tako je, sky's the limit, ampak tle se bom jaz ustavil, ker je kosilo. Hvala vsem. Hvala lepa, gospod Kompara. Ima morda kdo kakšno vprašanje zanj? Izvolite, gospod v drugi vrsti. Aleš Časar. Nekoč sem bil na nekem predavanju, kjer so predstavljali električni avto z enim motorjem in potem dalje prenosom teh moči in tam postavil vprašanje, pa zakaj to tako delate, zakaj ne raje motorje v kolesa. In so me nekako tam podučili, da je problem, če ima avto veliko nevzmeteno maso, kar so kolesa. In pač motor pa težek, in to ni dobro, da je v kolesih. Zdaj, kako ste vi rešili ta problem, ali pa to ni več problem? Hvala za vprašanje. Če bo kdorkoli pogooglal in-wheel motorje, se pravi motorje znotraj kolesa, je to prvi zadetek. In boste vsi našli, težava in-wheel motorjev, da se ne uporabljajo, je unsprung mass, to je povečana teža v platišču. Tu je problem, ampak je problem, če uporabiš obstoječ vzmetenje. Takoj, ko vzmetenje, se pravi, prilagodiš na to, da imaš večjo maso, je ta problem v zelo veliki večini izničen, oziroma mogoče ga malenkost obstaja, ampak kar še mogoče se zelo malo ljudi ukvarja s tem, je to, da dejansko s kontrolo motorja, to, kar sem prej kazal, da lahko suspension premikamo, lahko v bistvu celo izboljšamo karakteristiko avta z kontrolo motorja. Tako da problem ni še čist rešen, obstaja. Trenutno, kar imamo, je to, da imamo samo vzmetenje prilagojeno, se pravi, to pomeni, da smo vzmeti pa damperji so pač z drugimi karakteristiki uporabljeni, geometrija suspensiona enaka, ampak je ta problem rešen in tudi vsi test driverji, testni vozniki iz drugih podjetij ne zaznajo razlike med uporabo in-wheelov ali pa brez in-wheelov. Tako da bi rekel, da to ni težava. Tako. V bistvu sem razmišljala, ko sem poslušala, uporabniki smo seveda ljudje, ne? Kako pa zmodelirate oziroma lahko načrtujete ravnanje človeka v enem takem avtomobilu? Recimo, kako se sploh lahko naredi neke vrste načrt testa, glede na to, kako se bo človek odzival noter? Torej človeško ravnanje, človeški faktor, kako ga lahko zmodelirate? Zelo kompleksno vprašanje, bom prav, kar se da kratko odgovoriti. Ni enostavno. Prvič, ideja je, da bo vozilo lahko, mi rečemo temu software defined, se pravi, z programsko opremo bo lahko vozilo se drugače odzivalo glede na želje uporabnika. Torej bo lahko uporabnik izbral, kakšno vožnjo želi in bo vozilo temu sledilo. Zdaj, tu lahko pomeni od tega, da ali želi športno vožnjo ali udobno vožnjo, ali želi, da ga bo vozilo ščitilo, da ne gre iz ceste, da bo recimo volan vedno prioriteta in bo recimo pospeševanje pa zaviranje zaradi tega prilagojeno, da bo avto sledil trajektoriji. Lahko se gremo pa pač športno vožnjo in rečemo, avto bo pač ubogal, kar bo pač voznik želel, kar pomeni, da lahko, da reč driftamo, pa
pač delamo stvari, ki jih za cesto pač recimo, da niso. Ne? Tako da naš cilj je v bistvu v to, da bo uporabnik tisti, ki bo izbral način vožnje in način obnašanja avta. Anja, rekli ste prej, da se bo arhitektura vozil spreminjala. Zdaj, če ste zelo daljnosežni in tudi drzni v viziji, kakšni bi bili potem avtomobili prihodnosti? Recimo, da si dovolimo malo spreči iz trenutnih recimo meril, kam lahko gremo, kam lahko pridemo? Ja, zelo dobro vprašanje. V bistvu mi si predstavljamo zelo robotsko vozilo. Nekaj, kar v bistvu nimamo še čist slike, pa verjetno noben od nas nima, ampak nekaj, kar ne obstaja trenutno zdaj. In predstavljamo si vseeno, da je avto nekje, vsaj v smeru pajkov, oziroma v tej smeri, da so pač kolesa, se lahko pač poljubno premikajo, medtem ko je tisto, kaj voznik želi, v bistvu lahko določeno s softverjem. Da imamo v bistvu, mi rečemo vseh 6 degrees of freedom, ne vem, kaj je slovenski prevod, ampak da lahko prilagajamo, kako se avto obnaša, ne glede na to, v kakšni situaciji avto je. Dobro, najlepša hvala, gospod Kompara, za predstavitev in tudi za dodatna pojasnila. Hvala. Hvala.